Jaz sem pač doživel, da sem hodil po enih steklenih stopnicah, bila je neka rdeča svetloba okoli mene, pol je bilo vedno bolj belo, pa tudi se mi je zgodilo, da sem nekako opazoval svoje rojstvo, ampak imaš občutek, da iz neba dol gledaš na sebe. Moj gost je Peter Napotnik, član reševalne postaje UKC Ljubljana, zaupnik kolegom za psihosocialno pomoč v kriznih trenutkih, bom rekla, tudi bivši reševalec na motorju. Peter, živjo. Živjo. Pa še bi lahko naštevala, v bistvu, kakšne delovne naloge imaš zdaj bom rekla, v tvojem drugem življenjskem obdobju, pa bo prišla do tega, zakaj, ne? Ti si bil eden izmed prvih reševalcev na motorju. Ja, res je, v bistvu. Takrat to še ni bilo to znano, govoriva zdaj na prelomu tisočletja, govoriva v letu 2000, 2002, 2003. Tako, ja, 2003 smo začeli v Ljubljani z motorjem, 2002 v Mariboru. Ja. In bila je potreba po več motoristih, seveda, ne, že sam sem bil tudi prej motorist. In ko sta prvo sezono oddelala sama dva kolega, normalno sem bil pripravljen takoj pomagati in sem se tudi odločil, da bom šel delati na motor, nuditi prvo pomoč, in s tem so se pričeli tudi sami treningi, ker normalno ne moreš kar iti. Zelo veliko je pomembno, kako si pripravljen, in zato smo vse pod strokovnim vodstvom mogli opraviti, da smo lahko bili pripravljeni na cesto. A ste se vi razveselili kot reševalna ekipa, ste se razveselili te nove pridobitve? Motor smo dobili, še hitreje bomo prišli na samo točko nesreče. Ali ste kdaj pomislili, joj, zdaj smo pa v nevarnosti, ali ste pomislili kaj drugega, zdaj smo pa v razvitem svetu, kjer se to že dogaja? Kakšne so bili takrat pomisliki ob tej novi pridobitvi? Ja, v bistvu smo bili zelo veseli, sploh mladi fantje, ki smo bili, pač smo entuzijasti bili še bolj za to, da bi se to uveljavilo, to se je že tam tudi v 90-ih probali, poskušali, ampak do takrat še ni zaživel. Veliko je odzad birokracije, politika plus vemo, da je zelo rizičen poklic, nevarnost je toliko večja, ampak če si ti izkušen temu, potem ni tako, kar smo dokazali že od moje prometne nesreče leta 2004 naprej, ko smo se odločili, da bomo nadaljevali s projektom še bolj zagnano, in danes lahko pohvalim, da imamo res kakovostne motorje, zavidanja vredne, in opremo, seveda pa najbolj pomembno samo znanje in obvladanje vožnje z motorjem, za kar treniramo vsakič pred sezono. Kaj to pomeni, da ste dobili motor? Koliko prej si na samem mestu? Kakšni so rezultati v smislu, ali je kakšno življenje več rešeno? Imate kakšne podatke tudi statistične o tem? Seveda, statistično gledano je v bistvu ena intervencija, odvisno tudi od same dolžine kraja dogodka, oddaljenosti, se pravi, ampak v povprečju vsaj pol smo hitrejši ponavadi, in to reševalec motorist gre takrat na intervencijo, ko gre za neko nujno stvar, ko je življenje lahko ogroženo, mislim, človeško življenje lahko ogroženo, in takrat pohiti, za njim pa seveda tudi reševalna ekipa z vozilom in zdravnikom, ker ponavadi je takrat potreba tudi po zdravniku, če ne tudi po še kakšnem dodatnem resursu, kot je helikopter recimo, in tako naprej. Tako da si v bistvu takrat tam sam in je od tebe vse odvisno, dokler ne pridejo še kolegi. Ker vem, da ste vsi, kot si rekel, entuzijasti, vsi ste predani, vsi nosite marsikdaj svojo glavo in tako naprej. Bi si želeli več posluha, recimo razni čudni zakoni, kot so to, da morate plačati za prometne prekrške, to je recimo, mislim, kako sploh to sprejemaš kot človek, ki veš, da je tvoje poslanstvo, da rešuje človeška življenja? Ja, res je, mogoče kdaj se počutiš, da se ti godi krivica ali karkoli, ampak je tako, ampak glede na to pa, da upravljamo
človeku prijazen poklic, a ne, za zdravje smo več ali manj spoštovani. Mogoče, če pogledamo glede na tujino, malo manj kakor tam, ampak smo preprosti, normalni ljudje, empatični in tako, kot sem že prej rekel, mogoče malo entuzijasta moraš biti v tem poklicu, ker drugače ne zdržiš dolgo. Tako. A se kdaj navadiš nesreč? A se kdaj navadiš teh prizorov, ki te čakajo iz dneva v dan? Navadiš, bi rekel, težko, je pa potrebno to predelati, iti čez to. A ne? Glih zato sem se pa odločil, ko smo dobili priložnost za zdravstvenega zaupnika, se pravi, da pomagam svojim kolegom z prvim pogovorom, v smislu, kadar pridajo po kakšni traumatični razbremenilnim pogovorom. Mi temu rečemo, mi smo tam v hiši zato, da opravljamo glih te prve razbremenilne pogovore, kjer se z ekipo pogovori o samem dogodku, nesreči, karkoli. Petra, se kdaj tudi razjokate moški drug pred drugim? Tudi. Mogoče prej tega ni bilo. Ampak tudi na tem pogovoru bi rekel, ni joka. Do zdaj ga saj ni bilo, no, je pa lahko, zakaj ne. Glih to je poanta teh pogovorov, da mi tista čustva izrazimo, v bistvu oni, kako so doživljali takrat, kaj doživljajo zdaj in da jim damo vedeti, da imajo vedno nekoga ob sebi, ki ga lahko pokliče 24 ur na dan, če bi se res znašli v neki stiski ali pa da bi se slučajno take travme vlekle, a ne, ker vemo, da lahko imaš tudi po več intervencij takih težjih, ker si jih pač normalno ne more zbirati. In takrat zna biti lahko kar zelo hudo, a ne, se pravi, lahko kakšen problem tudi domov s sabo neseš ali pa kam drugam in potem so tudi stvari se lahko še bolj zakomplicirajo. Nalagajo ena na drugo, če niso najbrž izpovedane oziroma nekako, če ni pomoči zraven. Tako nekako, ja. Ti si leta 2004 sam vse to prešel na pravzaprav zelo težek način. Takrat si imel prometno nesrečo s svojim reševalnim vozilom, z motorjem. Od tega je že daleč, ne? Ampak jaz spremljam ti vsako leto, ko pride ta dan, recimo na družbenih omrežjih, sporočiš zahvalo življenju, zahvalo, da si ostal tukaj, skratka obeležuješ to kot svoje novo rojstvo. Dejansko svoje življenje gledaš kot življenje pred tem in življenje po tem ali ne? Ja, sigurno, da je neka prelomnica, se mi življenje čisto spremenilo. Po 21 dneh kome nekako se zbudiš v nov svet, bom rekel, iz 200 na uro na nič, učiti se hoditi in vse te stvari. Seveda je to nek nov rojstni dan, lahko temu rečemo, ampak ni tako kot pač prvi rojstni dan. Pri tem rojstnem dnevu se nekako res zavedam, da sem vesel, da sem ostal živ med ljudmi, predvsem pa, da še imam nekaj za narediti tukaj na tem svetu, neko poslanstvo in tudi vesel sem, da se je tako nekako izteklo. A te lahko vprašam o tistem, če ti je karkoli ostalo, pravijo ljudje, recimo ti si bil v komi, se pravi, kar so se borili za tvoje življenje, da si danes tukaj. Si doživel, si imel kakšna posebna doživetja, kakšne posebne vizije, nekateri omenjajo razne ali tunele, ali kakšne glasove, ali kakšne podobe, ki prihajajo. Si ti kaj takšnega podobnega doživel? Ja, res sem nekaj doživel. Sicer me se je zdelo, kot da sanjam, ampak so mi pol povedali, da je to čisto normalna izkušnja. Jaz sem pač doživel, da sem hodil po enih steklenih stopnicah, bila je neka rdeča svetloba okoli mene, pol je bilo vedno bolj belo, tako, bilo je toplo in... Prijetno? Prijetno, ja, lahko bi temu rekel tako. Ampak nekako mi je bilo preveč dolg čas tam, no, tako nekako. Glede na to, da sem pač tudi malo bolj
adrenalinski človek bil sploh prej, pa v glasbi tudi, a ne. Je pa zanimiva izkušnja, ali pa tudi se mi je zgodilo, da sem nekako opazoval svoje rojstvo, ker pri rojstvu so tudi bile že komplikacije, ker sem imel popkovnico navito okoli glave in je bil potem potrebno delati carski rez. Tako da ne vem, nekje je to zgleda res zapisano. Ja, se pravi, ti si svoje rojstvo opazoval takrat, ko se ti je zgodila ta nesreča? Tako, ko sem ležal v komi, zdaj točnega trenutka ne vem po dnevu, ali takrat, ko so mi tudi glavo operirali, ali je to bilo prej, ali ko so me zbujali, v glavnem, takrat, ko sem bil v komi, seveda mi ni bilo nič jasno, a sem to sanjal, a je to normalno, ampak imaš občutek, da iz neba dol gledaš na sebe. Ja, in občutek je v redu, Mene ni bilo strah, ja. So se ti te zaznave še kaj ponavljale v smislu, da si dobil močno intuicijo, da si hitro začutil, kaj človek čuti, kaj misli, da nekako dobro predvidevaš dogodke, karkoli podobnega, kar rečejo za zelo intuitivne ljudi ali kaj, ali bistvene razlike ni bilo, kot je bilo že pred nesrečo? Ja, res, v bistvu že sam dogodek, potem, ko začneš, šele takrat sem prvič imel čas razmišljati o sebi v bistvu, ne. In tudi takrat se prvič srečaš kot pacient oziroma kot uporabnik neke psihološke pomoči, ki jo vsekakor po takem dogodku potrebuješ. In res sem videl, da takrat začneš malo bolj razmišljati in o samem sebi in o celem življenju in mogoče tudi tako. Pa tudi potem, ko sem šel naprej v šolo za organizatorja socialne mreže, smo imeli zelo dober predmet transakcijsko analizo, psihoterapijo in tam me je zelo zamikalo oziroma tam sem zelo videl, da sem si blizu temu in da zelo že tako prej sem imel dobre odnose z ljudmi, sem znal prisluhniti, to pa je bila samo še nadgradnja in glede na to sem se tudi odločil potem za zdravstvenega zaupnika v kolektivu in upam, da s tem pomagam in bom tudi pomagal še svojim kolegom čim bolj. Ja, vidiš, da je to poslanstvo, da je to močen pomen, v bistvu, da ta naloga je pomembna, no? Kljub temu, da bi lahko rekel, pa saj je samo en pogovor, ta pogovor imaš lahko doma z ženo, z možem, ne vem, s prijatelji recimo, ne? Ampak je drugače, če je to en pristop nekoga, ki prvič ima to celo izkušnjo, ti res veš, kaj se dogaja v človeku, kaj čutiš, kako napreduješ in tako naprej. In drugič, izkušnjo na enakem delovnem mestu pravzaprav, ne? Saj to je, ne, glih zato je to narejen, za take službe, kot je policija, vojska, gasilci in mi, da je v takem okolju, kjer se to dogaja, kjer te ljudje poznajo, kjer tudi oni take občutke lahko delijo s tabo v bistvu, ti dajo vedeti, da to ni nič narobe, če je tako, in da tudi, če je že ne vem koliko, da se najde rešitev, a ne. Kako si se ti usmislil takrat na novo življenje? Se pravi, ti si bil precej divji prej, a ne? V smislu, rad si imel hitrost, rad si imel pač mlad fant in tako naprej. Potem pa se je moglo pri tebi veliko stvari spremeniti, ti zdaj desne roke ne moreš več normalno uporabljati, a ne? Tudi nekateri hobiji, ki si jih prej imel, recimo igral kitaro in podobne stvari, ne pridejo zdaj zate več upoštev. Kako si si usmislil vse to? In najde to moč, da super živiš? No, glih prek teh pogovorov nekako oziroma najprej moraš samega sebe sprejeti, a ne, in videti, da pač je to neka ovira zdaj, hendikep, da tako pač več ne bo šlo. Kitare pač verjetno res ne bom nikoli več igral, pa harmonike in klaviatur, ampak tega nekega znanja, posluha, karkoli mi noben ne more vzeti, še vedno ga imam, tako da sem vesel in zato rad spremljam naše glasbenike tudi zdaj, še naprej.
Vesel sem, da imam dva čudovita, prekrasna sončka, otroka in tudi ona dva sta že zajadrala v glasbene vode, tako da sine trenira kitaro, hči pa violino. Kaj takega. Ja. Pa je šlo na naslednji rod. Tako. Peter, kaj imate vi med svojimi kolegi, reševalci, imate kakšne štose, ki vas tudi potegnejo ven iz raznih stisk? Kaj imate črni humor? Ponovadi so v teh športih, mislim športu ali vrhunskih športih ali kakšnih takšnih poklicih? Seveda ne, dostikrat prevladuje pač črni humor, ne. To je res, ampak ko pa je intervencija, je pa intervencija, ne. In glih zaradi tega, da mogoče preseka tisto monotonost ali pa sej takih, bi rekel, tragičnih nesreč ni toliko, da bi bilo vsak dan to, ne. Ampak se pa zgodi, ne, in čez celo kariero, kaj jaz vem, če delaš 30-40 let, ta poklic marsikaj res doživiš, ne. Tako da, ja, humor je predvsem črni, tako da... Ja, ni za vsakega, ne? Ni za vsakega, sploh če doma kakšen tak vic poveš, me že mama pol malo čudno gleda, ne, ampak pol vidim, da je to bolj za v službo, no. No ja, zagotovo. No pa kaj je vaša skupna točka, če bi lahko opisal reševalce, razen to, da seveda vsi stremite k pomoči sočloveku, k reševanju življenja, kar je tako ali tako največ, ampak je še kakšna vaša skupna točka, ki vas povezuje? Vse, ki se odločite za ta poklic. Največ drugače ne bi zdržal, če ne bi bil res iz pravega testa za ta poklic. To je, najprej moraš biti zaljubljen v ta poklic, kaj jaz vem, večina si nas je želela to upravljati že kot majhna, ne. Res? Kdaj si to prvič začutil, da želiš biti reševalec? Že pred 10 letom? To sem bil star 5 let, 6 mogoče, ko sem se igral v coni in je prišlo do prometne nesreče. Ko sem slišal pač sirene, smo vsi tja šli in me ni bilo na igrišču, sem tam bil, ker sem gledal, kaj se dogaja. Seveda sem bil doma kregan, ker me niso našli, ampak izgleda, da je to bilo tisto, meni se je takrat to nekako dopadlo ali ne vem kako izgleda. Močno vtisnilo v spomin v bistvu. Verjetno izgleda, da tako. Se pravi, pri 15, 17, 18 ti nisi imel dileme, kaj boš po poklicu? Ne, v bistvu, ko je prišlo do tega, da se je treba vpisati v srednjo šolo, sem najprej hotel biti policist. Pač neki od teh služb, bi rekel. Ampak potem sem se malo tudi pogovarjal s starši. Mama mi je rekla, pač mi je predlagala, zakaj pa ne bi se odločil mogoče za reševalski poklic in me je nekako tudi zaradi samih testov, ker sem imel neke težave malo s sluhom, potem tudi pripeljali to na srednjo zdravstveno šolo, kar bi mogoče bilo boljše, da bi šel v kadetsko šolo, ker tam nas je bilo samo par moških v razredu in potem se je bilo treba kar malo zbrati, da smo se lahko učili, ne. Tako da mi ni bilo nikoli žal in takoj po srednji šoli sem se zaposlil že v privat firmi reševalski, tudi v vojski potem dobil izkušnje in na koncu pristal tukaj, kjer sem še danes. Ja, kaj vas druži? Kaj vas še druži? Ja, to športi različni, narava predvsem. To vam je vsem skupno? Več ali manj, bom rekel, ja. Kaj pa ta odpornost na kri, recimo? Ali pa odpornost na... Ja, mislim, najbrž, če si reševalec, pa se bojiš, ker vi to ne gre skupaj, ne? Pol nisi, ne. Pol reševalec ne moreš biti. Nažalost je to tako. Imamo pa več tudi podpornih služb, oziroma če se že to pokaže, lahko pa gre recimo v dispečersko službo zdravstva, kjer so pa druge kvalitete in glih tako pridejo vsa znanja iz terena. Zelo prav. Ja, seveda, reševalci niso samo vsi tisti, ki so na kraju nesreče. Kaj pa recimo, ali dobiš trdo kožo v smislu, kako prenašaš razne reakcije ljudi, kadar smo v strahovih, kadar smo v paniki,
prihajajo iz nas popolnoma drugi značaji ven oziroma druge naše lastnosti, se na to navadiš, dobiš trdo kožo, postaneš profesionalec v tem, kot v kakšnem drugem poklicu? V bistvu bi rekel temu, da je tako. Seveda smo naučeni že same komunikacije. Zelo pomemben je, da reševalec prepozna stanje, da vidi, da to ni, da to lahko odraz česarkoli ali poškodbe ali kakšnih psihoaktivnih snovi, alkohola, česarkoli, ali pa skupka celo oziroma kakšne bolezni, ker ne moramo samo na pogled obsojati ljudi. Jasno, jasno. Ja. Ne vem, predstavljam si, če si ves dan v vozilu, kjer so te luči tako glasne, ne luči, ampak sirene, se na to navadiš? Na to glasnost? Jaz slišim kdaj, ko sem v hribu, več 100 metrov glasno. Kaj šele, če si ves čas v tem reševalnem vozilu? Se navadiš, drugače imamo tudi možnost uporabe čepkov, ampak če se peleš nekje iz kraja, bi rekel, kjer imaš v zadnji svojega spremljevalca in zdravnika pa pacienta, potem ga ne boš slišal, če bo karkoli on rabil, ti povedati. Tako da se nekako navadiš, plus tega, da zdaj so že avtomobili toliko izpolnjeni in tudi postavljene so same sirene tako, da so najbolj slišne na ven, ne na noter, kabine so že izolirane dodatno in take stvari, tako da ni pa tudi toliko, bi rekel, dolgih intervencij, da bi skozi imel prižgano sireno, kaj pa jaz vem, najdaljša naša je seveda recimo do Murske Sobote bolnica ali pa Lendava gor, pa tako, da bi mogel iti pod nujno, se pravi z lučjo in sireno, tako da to je največ 1 uro. Dobro, ni prijetno, ampak največkrat se tako vozijo novorojenčki v inkubatorju, naprimer tako vreme, kaj danes, ali pa če ni razpoložljiv helikopter, takrat gre po cesti. Se pravi, ko si reševalec, vedno čutiš to poslanstvo. Kaj je recimo tvoja poklicna deformacija? Je to, da ne moreš tega izklopiti, tudi če nisi v službi, pa se voziš po cesti in to slišiš, kaj še? Da hočeš vsakemu pomagati tudi takrat, kadar človek ne potrebuje tvoje pomoči ali kaj podobnega? Ja, tako kot ste rekla, si rekla prosto. Ponavadi, ko zaslišam sireno, ko sem doma, grem pogledat na portal gasilski, če se kaj tam, kaj se tazga dogaja. Vedno sem pripravljen še vedno pomagati, normalno vsak zdravstven delavec oziroma in tehnik zdravstvene nege, zdravstven tehnik, diplomirani zdravstveniki. Mi imamo kodeks etike, ki se ga moramo držati, in nekako smo že vzgojeni v tem, da smo pripravljeni pomagati, ne glede na to, kakšno pomoč do rab. Tako da Imate kakšno žensko v ekipi? Ali so sami moški na terenu? Ne, imamo zdaj že 5 žensk, smo zelo veseli tudi njih, vendar na motorjih pa ne spustimo, jih imamo pa še preveč ladij zaenkrat. Ne zato, ampak rizik. So pa voznice reševalnega vozila že tudi ženske? Ja, to pa so že. Ja, imamo tudi. Ampak nekaj let nazaj... Da sta bile že v paru 2 skupaj, recimo, ženske. A ste dobra ekipa? Dobra. Ste res povezani prijatelji, tudi daj kakšno rojstni dan praznujete skupaj in tako naprej, mislim, dober kolektiv. Jaz bom tako rekel, da kolektiv je tle eden najpomembnejših stvari, ker vemo, kakšen poklic je in takrat, ko so res težki trenutki, te v bistvu kolektiv ven vleče ali pa ti daje podporo, tako kot so jo dajali meni, ko so hodili k meni v bolnico, namesto da bi šli na malico. In take stvari znaš zelo ceniti potem. In res vidiš, da če takrat ne bi bilo neke take podpore, vprašanje, v katero smer bi se lahko obrnili tudi ta moja, bi rekel, ali usoda, ali kako bi temu rekel, kakorkoli, lahko gre pozitivno ali pa v negativno, odvisno tudi od samih okoliščin in predvsem od samega človeka samega, koliko je prsen, ker takrat pač v bistvu si sam sabo najprej, potem šele ostali. Sam v sebi najdeš tisto moč za naprej. Če imaš podporo, pa je pa to zagotovo lažje. Tako, je pa to sam tisti zagon za naprej. Super je, tako da kolektiv, tudi imamo kakšna
praznovanja skupaj, zdaj v tem času pač bolj mal, ampak pri nas imamo pač izmene in ponavadi te novoletne zabave, prednovoletne, no, so pač po izmenah tisto skupno, imamo pa tudi eno, bi rekel, na leto zabavo, no, zdaj pa nas tudi čaka kmalu 100-letnica našega obstoja, se pravi, se pa že tudi na to pripravljamo, ki bo drugo leto. Super. Peter, hvala ne samo za ta pogovor, ampak tebi in celotni ekipi za vse delo, ki ga upravite, za toliko rešenih življenj, to je neprecenljivo. Res, hvala. Hvala tudi vam, ostanite zdravi in zaupajte nam, zato smo tukaj, da pomagamo vsem ljudem, ne glede na vse. Ne glede na vse, točno to. Brezpogojno. To je bil Peter Napotnik.